Katja Kolšek, lepo vas pozdravljam. Lepo pozdravljeni. Zelo vesel sem, da ste z mano danes tukaj v studiu. Ja, tudi jaz, enako, hvala. Kar nekaj časa sva se dogovarjala, več kot leto dni pravzaprav, ne? Ja, so bila težka pogajanja. Ampak uspešna. Uspešna, ja. Po drugi strani pa kaj je to leto v primerjavi, naprimer, zgodovino kitajskega romana? Se strinjam, nič, kaplja v morje, oziroma, mislim, pač je pa seveda mozaik, kamenček v mozaiku življenja, se pravi, je nekaj, ampak hkrati v primerjavi s tem nič, ne. Če se posvetiva kitajskemu romanu, moje razumevanje romana je precej eurocentrično. Ampak kitajski roman obstaja že desetletja, stoletja, mogoče še več. Ja, tudi tisočletja. Mislim, kitajski roman je pravzaprav je nastal v dinastiji Ming in pred tem so bile pesnitve oziroma je bila poezija. Prozno delo oziroma figura romana pa je nastala v nekako 17. stoletju, dinastiji Ming. Poznamo štiri glavne, Kitajci rečejo 4 monumentalne romane, Sada Šu, ki so, recimo, lahko jih naštejem, Popotovanje na zahod, Razbojniki iz močvirja Lianshan, roman o 3 kraljestvih, in pa potem poteka debata med literarnimi teoretiki, ali je ta 4. Jinping Mei oziroma Sliva v cvetu v zlati vazi ali pa Sanje v rdeči sobi. In o tem 4. omenjenem romanu se bova pogovarjala. To je roman Sliva v cvet v zlati vazi. Napisal ga je Lanling Xiaosheng. Sem izgovoril v redu? Lanling Xiaosheng. To bi mogoče znal ponoviti, mogoče pa tudi ne. Ampak preden se posvetiva temu romanu. Ne omenim roman, vi ste omenili Popotovanje na zahod, oziroma to je roman Opica kralj. Opičji kralj, ja. Opičji kralj. Napisal ga je Wu Chenggen. In ta roman sem nekoč prebral v angleščini. Potem sem pa mesece pozneje ugotovil, da obstaja tudi francoski prevod v zbirki Plejada. In precejšnja razlika v obsegu je bila. Angleški prevod je bil dolg 200-300 strani, v zbirki Plejada sta išli 2 knjigi, obe sta vsebovali 700-800 strani. Kako je s kitajskimi romani? Obstaja več verzij? Kaj beremo, kaj prevajamo v evropske jezike? Glede na te 4 velike romane, seveda obstaja cela zgodovina prevodov in taktik oziroma strategij prevodov, ki so vezane kot prvo na same redakcije oziroma izdaje originalnih knjig. Na to pa tudi na izbor prevajalcev, kakšen pristop bojo imeli k prevodu. Recimo za omenjeni roman, ki sem ga prevajala, torej Sliva v cvetu v zlati vazi, obstajajo 3 redakcije. Ena najstarejša je Cihua, je v bistvu daljša. Vsebuje tudi pesnitve in reference na pretekle knjige in klasike kitajske in je tekstovno zelo gosta in zelo kompleksno delo. Drugi, večkrat prevajana verzija pa je ta, kako bi rekla, B verzija, kot je med teoretiki, ki je bila prevajana večkrat in tudi bolj je bila sprejeta na zahodu oziroma med neazijskimi bralci. Recimo, če pogledamo angleške prevode, sta 2 večja prevoda pomembnejša od Clementa Egertona iz leta 1939, ki je prevajal to B krajšo verzijo, in pa monumentalno delo Roya, ki je torej Davida Todda Roya, ki je prevajal, to je v bistvu njegovo življenjsko delo 10 let, ki se je pa oprl na to prvo različico, ki je daljša, tekstovno zahtevna in je naredil v bistvu neko študijsko varianto, prevedel je vse in še več in nešteto opomb vključil v prevod. Torej, skratka, hočem povedati, da sta 2 pristopa. En je mogoče prijaznejši bralcu, drugi je pa prijaznejši sinologu oziroma nekomu, ki bi šel globje v zgodovino in v samo literarno teorijo. Kitajski bralci, bralke, literarni zgodovinarji, katero verzijo raje berejo?
če govorimo o knjigi Jinping Mei, vsekakor je ta že v osnovi okrnjena, kajti vemo, da gre za delo, ki poleg tega, da so mešani pogledi na to, ali gre za visoko literarno delo ali gre za neko nižje, vulgarno delo, ker vemo, da je ogromno pasosov, vključuje tudi grafične, pornografske opise in tako naprej, kar je nenavadno za visoko literaturo. Skratka, cenzura je potekala že takrat, takoj ob izidu knjige in traja še danes. Torej, verjetno obstajajo več verzij, ampak vse so pa skrajšane za te dele, tako da to je zanimivost. Ne? Katero verzijo ste vi prevajali? Jaz sem se oprla na to krajšo verzijo Clementa Egertona, zato ker sem se odločila, ker sem se v pogovoru z našo založniško knjigo Beletrina ugotovila, da gre bolj za neko, bralcu prijazno knjigo, ne pa za študijsko. Kot sinologinja bi raje videla, če bi lahko študijsko pristopila, pa da z večjimi opombami, bolj raziskovalno, ne, da tudi prikažeš duh tistega časa oziroma običaje in tako naprej, vendar sam format in časovni okvir, v katerem sem prevajala, ni tega dovoljeval. Omenili ste založniško hišo Beletrina. Je bila založba korektna do vas? Ja, korektna. Celo pač so mi spregledali 1 leto zamude zaradi osebnih okoliščin. Tako da ja, jaz sem jih želela prepričati, če bi si mogoče odločili za kakšno drugo delo, za katero drugo delo, ki je morda manj obsežno, ker ti to delo, o katerem govorimo, ima vseh skupaj 3000 strani. In jaz sem prevedla eno zelo kratek izsek romana in tudi je bilo težko izbrati, kateri izsek izbrati, ker je bilo namenjenih 25 polc za prevod in opozorila sem, da je to res samo za pokušino. Vendar smo se potem dogovorili, kajti k izboru je prispeval sloviti Janko Kos in založba se je z izborom strinjala. Tako. To je roman, govoriva o romanu Slivo cvet v zlati vazi, ki se dobesedno začne z 62. poglavjem. Skoraj da in medias res, čeprav že skoraj da bolj proti koncu romana. Ne? Tako. To je bil moj izbor, da začnem, torej odločitev, da začnem prevod pri tem poglavju, ker se mi je zdelo, da če začnem na začetku, bo to impliciralo nadaljevanje. Sicer jaz bi še želela to nadaljevati, vendar ker je v Sloveniji prevajanje z kitajskega jezika bolj hobi, pa še to ne, kot kaj drugega, ki ga moraš delati ob delu, sem si mislila, da verjetno ne bo te priložnosti, da bom prevedla celo delo. Torej sem se odločila za vrh romana, ki pa vključuje smrti 3 glavnih likov, ne, to se pravi glavnega junaka Šimančinga. Na koncu romana, ne? To je v 78. poglavju umre. Zanimivo, da ima ta vrh potem razplet, se pravi, da se zrcalno prvi del romana potem zrcali v drugi polovici romana in te zgodbe, ki so se razvile in te protagonisti, ki so bili predstavljeni, potem vsi propadajo. Neslavno propadajo v drugem delu romana. Mogoče se bo potem lahko dotaknilo vprašanje, zakaj. In torej, vrh je, se pravi, umre 6. žena, ki je bila edina izmed 6 žena in konkubin prava ljubezen. Šimančinga, tega slavnega trgovca, ki je s pomočjo korupcije tudi vstopil v uradniški sistem in tam dosegel veliko moč, ne, v svojem kraju, ne, Činghaju, ki je fiktivni kraj, ki naj bi se nahajal v provinci Shandong. In zato je tudi zanimiv jezik, ker je to prvi ta poljudni jezik, ki se takrat uporabljal in naj bi temeljil na nekih dialektih iz šandongških. Ne. Prav to me zanima, kaj označuje sintagma poljudni jezik. Zanimivo, ja, pač v zgodovini kitajske literature se je do takrat uporabljal zgolj klasična kitajščina, ki ni bil pogovorni jezik in torej pripisan kot neka latinščina. Ne. In izobraženci so bili ljudje, ki so se izobraževali v tem cesarskem izobraževalnem sistemu uradniškem,
bili so izbranci, ki so se podali na to pot, ostali ljudje so govorili pa ta pogovorni jezik, ki ni bil pisan do takrat. Ne. In to so bili prvi v bistvu poskusi uporabe tega pogovornega, poljudnega jezika v literaturi, seveda v kombinaciji s tudi citati klasičnimi iz preteklosti, iz teh 5 klasikov in tako naprej. Tako da ja, z tega vidika je to bila velika inovacija, ta roman, in zelo moderno delo za tiste čase. Omenili ste, da v vaši verziji romana, da se roman začne z umiranjem 6. žene romanesknega junaka. Kakšen odnos ima junak do nje? Naj izpostavim, da je junak, prvi del romana, junak v bistvu prikazuje, on sicer izvira iz neke bogate trgovske družine v tem kraju, vendar ta njegov vzpon na uradniško pozicijo in oblast preko korupcije, podkupovanja in tako naprej, je povezan tudi z v bistvu, ko bi rekla, novačenjem in zbiranjem žena, ker to je tudi pravzaprav del tega pospona na oblast in moč, je bilo tudi v bistvu število žena na njegovem posestvu. In Leaping R je, pravzaprav bi rada povedala, da je naslov dela Sliva v cvetu v zlati vazi, je besedna igra, ki je sestavljen v kitajščini Jin Ping Mei. Jin Ping Mei, se pravi 3 pismenke, zlato, vaza in slivov cvet, izvira iz 3 imen 3 glavnih junakinj, 3 konkubin oziroma žena, ki so torej Pan Jinlian je zlato, ta pismenka za zlato je iz njega imena, pismenka za vazo je iz te 6. žene Leaping R, in pa 3. pismenka Pan Chun Mei je pa služabnica, ki je tudi ena od konkubin in priležnic glavnega junaka. No, in ta 6. žena je pravzaprav pri ženu na silo, je vdova, ker po konfucijanskih standardih ne bi smela se potem ponovno poročiti, in je pravzaprav njegova ljubezen, in to proizvaja marsikatero spletko na njegovem posestvu, na njegovi dvoru, kjer ostale konkubine, še posebej ta Pan Jinlian, Lotos, ki je neka negativka v romanu, in seveda gre to v nos in tekmujejo za njegovo pozornost in njegovo ljubezen. Pravzaprav in umre ta žena ravno zato, ker je ta druga konkubina povzročila smrt njenega otroka, se pravi njenega in otroka glavnega junaka. Tako da s tem se začne pa ta moj prevod. Da ne bi zvenel preveč eurocentrično, ne bom primerjal vašega romana z viktorijanskimi romani ali pa z Balzakom, in vendar, v kolikšni meri je ta roman tudi družbeno kritičen? Ta roman je zelo družbeno kritičen in to je pravzaprav njegova glavna kvaliteta, ker druge interpretacije romanov so šle bolj v smeri, kot smo rekli, vulgaren, pornografski roman, nekaj v bistvu opisi brez strukture, kar ni res. Moram poudariti, da je tudi njegova forma, zgradba je izjemno izdelana, je 100 poglavij, ki se deli na 10 enot, in vse enote imajo mikro-makro variante, se pravi se zrcalijo in imajo neke mini zgodbe repetitivne, ki poudarjajo enako. Veliko interpretacije je šlo v smer tega, da je roman moralna pridiga, ker pravzaprav glavni junak nečasno umre od overdose z afrodiziakom, ker je imel tako ko bi rekla, življenje prešuštva in pijančevanja in pridobivanja denarja po nelegalnih poteh, je potem neslavno umrl in njegov sin, se pravi, nek indijski menih mu je ponudil ta afrodiziak, on potem umre od tega in njegov sin na koncu postane budistični menih, ki se poda v svetniško življenje, s čimer se konča njegov rod. In pač interpretacije romana so šle bolj v to moralno shemo, češ budističnega tega v bistvu reinkarnacije in karme in tako naprej, karmičnosti. Vendar veliko
interpretaciji gre pa v smer, da čeprav je roman postavljen v dinastijo Sung, ki je bila okrog leta 1000 in v provinco Shandong, je ravno gre za kritiko dinastije Ming oziroma oblasti cesarstva dinastije Ming, v kateri je pa avtor živel in pisal. In tudi veliko teoretikov pravi, da vse, kar se dogaja v tem mestu Qinghe, spominja na prestolnico Peking in na prepovedano mesto. Torej, ironija, ne, in satira je njegovo orožje in to dela zelo dobro. Ne. Omenili ste junakovo smrt, kako umre, zakaj umre, ampak nekako ste mogoče izpustili, kdo mu je dal to usodno sredstvo, ta napoj. To je bila ženska, mogoče ste jo pa tudi omenili, se opravičujem. In me zanima, kako pisatelj slika ženske. Ja, v bistvu ponudila mu je pravzaprav ponudil mu je indijski budistični menih že prej, v prejšnjih poglavjih, vendar mu je dolila oziroma povečala dozo ta njegova peta žena, konkubina. Torej, gre za razliko med ženami in konkubinami, zato ker nekatere so bile resne, so bile prave žene, druge so bile, se pravi, gre za strukturo teh žena. Nekatere so bile žene, potem so bile pa konkubine, pa priležnice, potem so bile pa služabnice. Se pravi, jaz bi rekla, da gre za zanimivo ozadje te boja za prevlado oziroma moč teh žena, in tukaj bi recimo neka kritika patriarhalne družbe bi bila seveda na mestu, se pravi, takrat je sigurno ni bilo, vendar kako so te žene prikazane, ta njihova globina prikazan njihovih značajev in kompleksnosti teh pač tudi razcepov in ko bi rekla težav in zadreg, kaže na to, da pravzaprav je bil avtor senzibilen za te ženske in da jih je imel resno. Zaprav, da je vedel, da je moč tudi v njih. Ne? Ja, tako da je. Mogoče še korak več. Kako slika avtor ženske v primerjavi z moškimi? Rekla bi bolj kompleksno, bolj jih prikazuje. Moški so zelo dvodimenzionalno prikazani. Dobar, glavni junak seveda ne, ampak ostali imajo neke funkcije, recimo bolj po nazivih, po njihovih družbenih nazivih ali pa uradnih, medtem ko ženske imajo pa te psihološki globok profil in se ločijo med sabo in jasno zaznaš, da teh 5 žensk ima vsako svojo zgodbo in svojo ozadje in svoj konflikt in značajno. Tudi svoje ambicije nekako, ne? Absolutno, ambicije. Prej ste omenili sina romanesknega junaka, ki postane budist. V nekem hipu ste omenili tudi konfucijanstvo. In me zanima, kako se opisujejo ti različni duhovni tokovi v roman. Zelo zanimivo vprašanje. Seveda roman je nastal v dinastiji Ming, kjer je že pravzaprav nastala ta zmes konfucijanstva, taoizma in budizma, ki so tri glavne viri razmišljanja, idej in religij na Kitajskem. Torej, Kitajska je zanimiva ravno, ker ima to mešanico vplivov. Se pravi, konfucijanstvo seveda in taoizem sta, ko bi rekla, v komplementarnem odnosu, se pravi, da ni enega brez druga, čeprav vzporedno sta nastala v 500 pred našim štetjem, so bile te filozofske šole, vemo, Konfucij, Kungzi, oče konfucianizma, Lao Tzu, Zhuangzi in pa taoizma. Iz tega so išle pa tudi Dao Jia in taoizem kot religija. V knjigi se meša čisto vsi registri, recimo vse plati, pri obredih, recimo pri obredih pokopov ali pa kakršnih obredih je ogromno taoističnih recimo praks zažiganja papirnega denarja bogovom, priklicevanja prednikov, pač ves ta scenarij je zelo taoističen. Budizem je tudi prisoten, smo videli, pač budistični menih vstopi, gre za neko karmičnost, prikazuje neko kar izvira mogoče iz budizma. Medtem ko konfucijanski element je pa vse prisoten, saj gre za ravno to, da
za kritiko propada konfucijanskih vrednot, kajti vse to, kar glavni junak dela, ne pripada njegovemu imenu, ne, ker pač uradnik naj bi počel in živel to, kar pritiče njegovemu nazivu. Se pravi, ves ta propad in na koncu tudi to, da njegov sin ne more izkazati sinovskega spoštovanja, dolžnosti, ki je tudi konfucijanska vrednota, priča o tem, da je in tudi recimo prevajalec Roy trdi, da je pravzaprav glavni od 3 konfucijanskih filozofov Šunzeva filozofija glavni steber tega romana. Mogoče tudi njen počasni razkroj? Tako, se pravi, tako temelj kot prikaz v bistvu razkroja koruptivne, propadajoče družbe dinastije Ming, ne, ki pa, kot vemo, takrat so se začeli razvijati ne samo fevdalni, ampak tudi že trgovski odnosi. Se pravi, je prišlo ta zlato tele, pač kopičenje denarja, obogatenje, kako bi rekla, pretirano bogatenje, s katerim z roko v roko, ki pa tudi razvrat in dekadenca, ne. In kar pravzaprav je zelo prisotno tudi seveda v današnjih družbah, ampak sploh pa na Kitajskem, ki je še danes zelo občutljiva na korupcijo in imajo prav ministrstvo proti korupciji, ne. Tako da ta konfucijanska nota še zmeraj aktualna in ta roman absolutno tudi še zmeraj aktualen. To, kar pripovedujete o romanu, priča o zelo kompleksni podobi takratne družbe in me zanima, mar to pomeni, da je bil avtor romana Sliva v cvetu v zlati vazi pripadnik višjega srednjega sloja, mogoče celo višjega sloja. Torej, avtorstvo je, moram poudariti, ker gre za anonimnega avtorja, še vedno ni nobenih dokazov, ali je šlo to za enega avtorja, za skupino avtorjev, kdo je to bil, ne vedo. Je pa nekih indicov, da gre za nekoga, ki bi bil blizu temu konfucijanskemu filozofu Šunzeju, oziroma ga je poznal, ker je tudi Šunze živel blizu tega kraja, kjer prizorišča tega romana. In pravzaprav je sigurno bil izobraženc, ker takrat pač ni mogel nihče pisati, razen nekdo, ki je že bil izobražen, se pravi, bil uradnik, ki je to opazoval in videl. In pravzaprav zato je anonimen ostal, to je tudi eden razlogov, verjetno, ker je dejansko bila to zelo močna kritika tedanje družbe. K romanu ste prispevali tudi spremno besedo in v naslovu te spremne besede se pojavi tudi sintagma obscena literatura. Kako je z erotičnostjo v tem romanu? Ja, erotičnost je presenetljiva, ker je pravzaprav kot roman je ena mešanica različnih, ko bi rekla, tudi tekstovno gledano pristopov od citatov do iger iz tistega časa, nekih poljudnih iger, napevov, pripevov, citatov iz klasične literature, se pravi iz konfucijanskih knjig, in potem te zelo grafični opisi pravzaprav seksualnih prizorov, ki človeka presenetijo, ne? Ker pravzaprav gre za zelo, ko bi rekla, tako, mislim, obsceno, ne? Mislim, niti ne poetično prikazanih prizorov. Katja Kolšek, precej ste že povedali o romanu Sliva v cvetu v zlati vazi. Zdaj bi jaz pa prosil, da nam preberete kakšen kratek odlomek iz romana in takole za pokušino, najprej v kitajščini in potem še v svojem prevodu. Velja, jaz sem zbrala en odlomek iz poglavja Žalna slovesnost za to 6. gospo, ki nekako malo prikaže te odnose med 6 ženami in konkubinami, to igrivost in tudi pravzaprav njihove konflikte in boj za oblast. No in pa bom kar prebrala. 厅内左边大帘子看戏的是吴大金子、二金子、杨贵娘、潘姥姥。右边是春梅、玉箫、兰香、迎春、小玉，都急着观看。 Katja Kolšek, hvala vam za vaše branje v kitajščini in zdaj še prosim branje v slovenščini.
Torej, v slovenščini bom morda malo dlje brala, ker sem zbrala nek krajši odlomek, tako da bom kar prebrala. V veliki dvorani so na levi strani velikega zastora sedele tetki Wu, tetka Yang, stara Pan, še ena starejša sestra Yuenyang, sestra Meng, gospodična Zheng in gospodična Duan. Tam so bile tudi Šimančingove ženske. Na desni pa so se gnetle in gledale predstavo Chun Mei, Yu Xiao, Lan Xiang, Yin Chun in Xiao Yu. Med njimi se je pomikala služkinja s pladnjem sadja in čajnikom. Chun Mei jo je ustavila in ji rekla: "Komu je namenjen čaj?" "Gospe na drugi strani so ga naročile," je pojasnila služkinja. Chun Mei si je postregla skodelico, Xiao Yu pa je opazila, da je bilo tudi dekleto v igri ime Yu Xiao, žadovo piščal. Pograbila jo je in ji rekla: "Vlačuga, poglej, 2 moška sta te prišla pogledat, tvoja zlobna mati pa hoče, da jo sprejmeš. Zakaj ne greš?" Silovito jo je odrinila proti zastoru, ker se je spotaknila ob Chun Mei, da se je ta polila s čajem. "Pazi vendar, zaradi tebe so se polila s čajem," je Chun Mei okarala Yu Xiao. "Skoraj bi razbila skodelico." Šimančing je slišal prepir in poslal Daj Ana, naj preveri, kdo razgraja. Fant se je znašel pred sedečo Chun Mei, ki mu je rekla: "Povej gospodarju, da se je vlačuga Yu Xiao zmedla ob pogledu na moškega na odru." Šimančing jo je slišal, vendar je bil z mislimi drugje. Yuenyang je okarala Xiao Yu: "Kaj sploh počneš tukaj? Mar bi preverila, kdo je v moji sobi. Veš, kdo je?" Xiao Yu je odvrnila: "Vem, vaša hči je šla na notranje dvorišče, v sobi pa sta še 2 nuni." Yuenyang je odgovorila: "Vsakič, ko ti dovolim gledati predstavo, zaideš v težave." Oglasila se je Chun Mei: "Človek bi si mislil, da se jim meša. Ne vedo niti, kaj delajo, niti kako se vedejo. Hihitajo se in norčujejo, ne da bi pomislili, da jih gostje lahko vidijo." Yuenyang jih je še enkrat okarala, nato pa odšla. Gospod Čiao in učenjak nista se poslovila prva. Ostali so tudi stric Shen, zdravnik Zhen in stric Han, vendar jih je Ying Bodžje zadržal. Obrnil se je na Šimančinga: "Gostitelj, pojdi in pogovori se z njimi. Sam sem tule kot prijatelj, pa se še ne odpravljam. Oni pa so sorodniki, le kam se jim mudi? Stric Shen celo živi tukaj, pa tudi strica Han in Hua in zdravnik Zhen ne smejo kar oditi. Čemu ta naglica? Vrnite se in sedite, predstave še ni konec." Šimančing je služabnikom naročil, naj prinesejo 4 vrčke riževega vina. Ko so ga prinesli, ga je postavil prednje in rekel: "Ne morete že oditi. Če boste vstajali in se poslavljali, vas bo stric kaznoval." Vsi so se spet usedli, Šimančing pa je Šutungu naročil: "Reci igralcem, naj hitro zaigrajo najbolj živahen prizor iz igre." Zaigrala je glasba, eden od igralcev pa je prišel vprašati: "Bi radi, da izigramo del, v katerem slikajo portret?" Šimančing mu je odgovoril: "Ni pomembno, kaj zaigrate, samo živahno naj bo." Na odru se je spet pojavila Yu Xiao. Medtem ko je pela "Nikdar več se ne bova srečala na tem svetu, zato te portretiram", se je Šiman nenadoma spomnil na trpljenje 6. žene in oči so mu znova zalile solze. Iz rokava je potegnil robček in si brisal lice. Pan Jinlian ga je hladno ošvrknila s pogledom in se obrnila k Yuenyang: "Samo poglej ga, še prizor na odru ga spravi v jok." Yu Lou je odvrnila: "Pametna ženska si, a očitno ti ni nič jasno. Namen iger je, da prikažejo gorje in radost slovesa in srečanja. Opazil je nekaj, kar ga je ganilo. Ni prvi, ki je zajokal med predstavo. To je, kot bi o pogledu na sedlo pomislil na mrtvega konja." Pan Jinlian pa jo je zavrnila: "Prazne marnje, vsi, ki jokajo med zgodbo ali igro, se pretvarjajo. Izjemni igralci nam pač znajo izvabiti solze." Wu Yuenyang ju je utišala: "Utihnite že in poslušajte." Meng Yulou se je obrnila k tetki Wu in pripomnila: "Res ne vem, zakaj je naša sestrica tako zaverovana v svoj prav." Katja Kolšek, hvala vam za vaše dvojno branje. Ob koncu najnega pogovora bi vas še vprašal o vaši prevajalski izkušnji. Kar neko obdobje, domnevam, ste prevajali ta roman. Kaj vam je bilo veselje, kaj mogoče v muko? Veliko veselje mi je bilo prestavitev v to dobo in izziv
klasična kitajščina, ki je bil moj prvi prevod iz klasične kitajščine. Negativna plat pa je, da pravzaprav se ne moreš posvetiti temu profesionalno, tako kot bi si želel. In zato mi je tudi težko to, torej moram priznati, da je omejeno, koliko sem lahko sebe noter dala. No? Ampak sem dala vse, kar sem lahko. Katja Okoljšek, hvala, da ste vztrajali, hvala za vaš prevod Lan Lingovega romana Slivo v cvetu zlati vazi in hvala za pogovor. Najlepša hvala.